Papež Frančišek je za izhodišče homilije med jutranjo sveto mašo v kapeli doma svete Marte 10. novembra vzel besede iz evangeljskega odlomka, v katerem farizeji Jezusa vprašajo, kdaj pride Božje kraljestvo. Odgovoril jim je, da je že prišlo. Božje kraljestvo je med vami, je kakor majhno seme, ki je zasejano in raste samo s časoma. Bog je tisti, ki mu daje rasti, vendar ne, da bi zbujal pozornost. Božje kraljestvo ni religija spektakla, ko vedno iščemo nove stvari, razodetja sporočila, Bog je govoril o Jezusu Kristusu. To je zadnja Božja beseda. Drugo so kakor ognjemeti, ki te za trenutek ožarijo, a potem ne ostane nič. Ni rasti, ni luči, ni ničesar, le trenutek. Mnogokrat nas skuša ta religija spektakla, ko iščemo stvari, ki so tuje razodetju in krotkosti Božjega kraljestva, ki je sredi med nami in raste. To namreč ni upanje, ampak je želja, da bi imeli nekaj v roki. Naše zveličanje se daje v upanju, ki ga ima mož, ki seje pšenico, ali ženska, ki pripravlja kruh, ki zmesi kvas in moko. To je upanje, ki raste, medtem ko je umetna razsvetljenost usale v enem trenutku, a potem izgine, kakor ognjemet, ki je spektakel, a ne more razsvetliti doma. Sveti oče se je nadalje vprašal, kaj moramo delati, medtem ko čakamo, da pride polnost Božjega kraljestva. Moramo negovati, in sicer s potrpežljivostjo pri našem delu ali v trpljenju. Negovati, kakor človek neguje seme, ki ga je zasejal, kakor neguje rastlino, skrbi, da blizu nje ni plevela in da lahko raste. Rasti v upanju, negovati upanje, kajti v upanju smo bili rešeni. Upanje je nič zgodovine zveličanja. Upanje, da bomo dokončno srečali Gospoda. Božje kraljestvo v upanju postane močno, je zbranim dejal papež Frančišek.